Pozdravljeni nazaj na Alien kanal, Alenka Trogrlic z vami ali pa Alien mama, čisto kakor želite, dobrodošli nazaj, prvič stocič. Hvala, če se vračate ali pa če ste naročeni. Tukaj večino obdelujemo true crime pa sporočila. Ja, pa scary stvari, pa misterije, pa teorije zarote, ampak tega zadnje čase manj in ne skozi več true crime in ne skozi daljše videe in vem, da vam je to všeč, kot da ni kaj. Drugače pa ja, evo, danes imam za vas ekstremno zanimiv primer. Jaz vem, da vam bo zanimiv zaradi tega, ker kadarkoli grem v to smer, torej serijski morilci blizu Slovenije ali pa v Sloveniji ali pa juga ali pa bilo kaj, vas fascinira. Recimo zdaj sem govorila o school shootingu v Srbiji in je bil ful gledan video. Danes pa, če si lahko mislite, tako kot ste verjetno razbrali z naslova, bomo govorili o serijskem morilcu iz Makedonije. Spet dokaj blizu nas, by the way, spala sem tako 3 ure. In ja, včasih je mičkeno težje skapirati, da se to bizarne, brutalne stvari zgodijo tudi tako blizu. Tako da zdaj bomo lepo v tej pripovedi najbrž zavili v Kičevo v Makedoniji. Če jaz to narobe izgovarjam, se iskreno opravičujem, ker je na tej točki Kičevo, ne vem. Zelo mehno mestece. Sicer rečejo, da je slikovito, meni osebno to ni stil mesta, ki bi rekla, da mi je lep. Ko leži pod takim hribovjem / goro, bolj hribovje, ker je vse pokrit z drevesi. Na nek način lahko rečemo, da je slikovito, ampak res zelo mehno, nepomembno in ljudje grejo čez to mesto samo, ko res grejo mimo in grejo recimo do Ohrida, do jezera tam na meji z Albanijo, veliko vas je verjetno že bilo, ali pa mogoče, ko grejo v Skopje kot glavno mesto Makedonije. Ni pa to mesto, da bi rekel, da tam kar lahko počneš in delaš in tudi tam je 30 tisoč ljudi vse skupaj, ni veliko turizma, ni ničesar, da bi rekel, da ga zaznamuje, življenje tam teče dokaj počasi in tudi nič drastičnega se ne zgodi, ajde. Dokler ni leta 2004 izginila 64-letna Mitra Simjanovska, ali Simjanovska, ne. To je bila taka mirna, majčkeno starejša gospa, včasih je bila ona čistilka, zdaj pa pač je bila na nek način v pokoju in še vedno, da bi majčkeno dodatno zaslužila, je prodajala zelenjavo, ampak tudi če je prodajala to zelenjavo, ni bila z doma več kot 1 uro ali pa tisto 1 uro, če je šla mogoče na tržnico, pa kaj prodati, pa kaj kupiti, v glavnem te stvari, te njene poti ven so bile zelo hitre in kratke. Torej ta dan je več časa ni bilo doma in njeni hčerki je bilo to normalno, čudno, ker je bilo nekaj novega, da ji pač ni povedala, kam bo šla in je šla ta hčerka zelo hitro do policije. Policija takrat, okej, mirno mesto je, nič takega se ne dogaja, ena gospa je šla majčkeno po svoje, nič takega, ne bomo ukrepali, so rekli, niso naredili nič, saj ne zelo hitro. Je pa potem ta hčerka ostala zaskrbljena in je rekla, kaj lahko naredim, bom šla do enega soseda, ta sosed pa je bil novinar, pisal je članke. Na nek način ni bil zelo znan, je imel pa dober ugled, ni imel najbolj pomembnih člankov česa ali kakorkoli že, je bil pa nekdo, ki vejo, da je v redu pisal in da se je za take stvari kdaj pa kdaj zavzel, tako da je šla ona lepo do njega in on je rekel, ja, seveda bom se jaz poglobil v to. Ter so bile njegove teme mogoče bolj korupcija, sploh pri policiji ali pa kaj političnega pa tako, ampak od te hčerke edino upanje je bilo, da pač naredi eno krajšo zgodbo o izginotju njene mami. In on si takrat za to zgodbo zavzel, v bistvu je ves čas hodil okrog do ljudi, do vsakega, ki bi lahko karkoli videl, karkoli slišal in takrat so začele take spletke ven prihajati. To je bilo prav ono. Sosede so hodile povedati, ja, bila je ful taka smotana, v resnici pa verjetno je šla kar z enim tipom, pa verjetno je imela ljubimca. V glavnem te spletke so šle out of control, sploh ne vem. Zakaj, mislim, za nekoga, ki je že tako pogrešan, zakaj bi to ven prihajalo, ne vem, ampak res. Hočem reči, da je ratala neka kolumna po moje, ki je bila ljudem zanimiva, brez že zaradi spletk, ne samo zato, kdo in zakaj je pogrešan. 2 meseca kasneje, prej nisem omenila, sploh katerega leta smo, je januar 2005, torej začela se ta zgodba, oziroma da je bila Mitra pogrešana 2004, smo pa januarja 2005. In ena oseba je bila, en moški, ki je brskal po construction site, tako se že reče, po gradbišču, ne vem točno, kaj je iskal, nekaj je tam hodil, lutal in je naletel na nekaj nenavadnega. In bilo je nekaj zavitega v veliko plastičnih vrečk oziroma neke plastične folije. In ko je naprej to brskal, je ugotovil, da je truplo ženske, valjda je takoj poklical policijo. In ja, izkazalo se je, da je bila to Mitra. Bila je zadavljena in potem celo telo zvezana v telefonski kabel. Imela je ogromno poškodb na sebi, torej mogla biti res mučena, karkoli se ji že dogajalo, je bilo trpeče in grozljivo in tudi zelo spolno zlorabljena. In potem, ko je bila zavita v ta telefonski kabel in potem še v to plastične vrečke, je bila tudi zabasana v neko cev veliko tam, kjer so pač gradili in potem čez so bili še kamni in neka tkanina, v glavnem čist nekam zabasano. In ko so jo tukaj našli, zdaj boste mislili, ni bila tukaj 2 meseca, odkar je bila pogrešana, ampak samo nekih 10 dni, kar nam pove, da ostal čas, razen teh 10 dni, ostala 2 meseca praktično, je bila ona nekje
ohranjena pri življenju, nekdo je ohranil, nekdo je dojel vodo, istočasno je pa mučil, zlorabljal, posiljeval in na koncu ubil. Torej, trpela je tukaj skoraj 2 meseca, mesec pa pol dober. Takrat so aretirali 2 moška sta bila glavna osumljenca, bom povedala sam imena, da sta bila Ante, oziroma Anton in Igor, ne bom Prenko sploh govorila. Ona dva sta bila obsojena takrat in to vse se je dogajalo po sodiščih, tako da nista bila dejansko še v zaporu, in sicer, da sta ubila enega Radislava. To se je izkazalo, da je res. Ampak istočasno so vsi rekli, ok, nista bila v zaporu, ona dva sta ziher ubila tudi to žensko takrat. In prišlo na plano, da so njiju celo pretepli samo zato, da bosta priznala, da je to skupaj povezano in da sta ubila tudi to bivšo čistilko Mirto. Ne glede na to, koliko so jih na nek način mučili, ker je bilo čisto ilegalno in bizarno, sta povedala vse detajle tega in priznala vse glede Radislava, da sta ga mučila in ubila, nista pa priznala in nista vedela popolnoma nič glede Mirte. Še to je zdaj pomembno, na Mirti so najdel, oziroma v Mirti so tudi najdel sledove semena od pač nekega moškega in tudi to so imeli nek DNK. Zdaj, da se je na tok random območju na hitro zgodil pač en umor, pa zdaj drug umor, oziroma 2 trupli takole najdeni, je ratalo nacionalno, tako precej bum, jaz se tega ne spomnim, takrat sem bila, ne vem, premlada pa tako, ampak je nacionalno cel svet majčkeno o tem govoril takrat. Vlado je pa tukaj spet ta novinar, ki pridno pokriva vse, ki je bil res na tekočem, res se je zavzel od začetka in je res poglobljeno pisal in redno in ves čas updateal ljudi in tako naprej. Druga pogrešana je bila 56-letna Ljubica Likoska, ne vem, kako se reče. Je bilo pa zanimivo, ko so se tukaj začele neke podobnosti kazati, in sicer obe sta bili čistilke, pač ali trenutno ali na eni točki. Ljubica isto pač ni služila dobro, oziroma se je na vse možne načine trudila še kaj dodatno zaslužiti, da je preskrbela družino, se je trudila na vse možne načine. Tudi vizualno, ne vem, če mene vprašate, so neke podobnosti, tako temnejše ženske, ki so čistilke. Začina je bila potem, da je bila taka tiha, nežna, materinska duša. Njeno truplo pa so našli šele 3 mesece potem, ko je bila pogrešana. Bil je en voznik tovornjaka, ki je na tem območju Kičeva se je nekje ustavil, da se majčkeno refreša, je bila celo bencinska, ne vem, ampak ko je pogledal čez cesto, tako čisto nič hudega sluteč, je videl tako en kup nasutega, nekih random smeti pa betona, pa kar nekaj bilo, en kup sranja, ako naj rečem, in je videl, da ven gleda človeška roka in je šel valjda tja preveriti, poklicati policijo, in ko je policija prišla, je bila to potrjeno Ljubica. Tudi ko so njo najdeli, je bila tam dokazano založena, mrtva nekih 10 dni, ker nam spet pove, da je bila ona mučena in nekje zaprta še dlje časa. Mrtvi, ubiti in mučeni sta bili čisto na identičen način, dobesedno identično. Torej spet telefonski kabel, zvezane v te vrečke, pretepene na vse možne načine, posiljene. In tukaj se potem policija začela mozgati, ok, te dva primera sta si ful podobna, prišla je pa na plano še ena ženska, ki je bila tudi pogrešana, in to je bila 78-letna Gorica Pavleska, ki je bila pa tudi čistilka nekoč, zdaj ne več, ampak je pač kar naenkrat zginila. Stanovanje je ostalo čisto nedotaknjeno, kot da se nič čudenega ni zgodilo, kot da preprosto šla in ne prišla nazaj iz trgovine. Nobenih znakov, ničesar čudnega, nič nenavadnega, takrat so bili vsi, joj, taka stara gospa je zginila. Ne vemo, kaj bi to lahko bilo, ampak največja verjetnost, da je ona nekam šla in jo kap zadela nek infarkt in preprosto je tam ostala in je še nismo najdeli, in to je to. Tako so razmišljali. Zdaj so pa začeli povezovati, da je to mogoče majčkeno povezan in majčkeno čuden. Ampak spoiler alert, nje in njenega trupla nikdar niso našli. Tukaj spet ta Vlado piše članke in pokriva vso to situacijo, ki se dogaja. Naprimer, napisal je: The people of Kičevo live in fear after yet another butchered body has been found in the town. The corpse strongly resembles one discovered last year. There's a distinct possibility that these monstrous murders are the work of a serial killer. The latest victim was found in a rubbish dump. She's been tied up with a piece of phone cable, which she had clearly been strangled. Torej, pisal je detajle o tem, kako je bila zadavljena s telefonsko žico, s telefonskim kablom in da je bilo vse brutalno, torej kar nekaj detajlov. In valjda začela se je širiti ta paranoja, ojoj, kaj če imamo serijskega morilca in to tukaj in koliko čudnih stvari se je že zgodili in ojoj, panika, vse splošen preplah. Zgodba se tukaj še ne konča, potem je pogrešana 65-letna Živana Temeljkovska. Spet ženska zelo, zelo podobna prejšnjim oziroma prejšnjima 2, ki sta bile v kratkem pogrešane. Take temne, podobne rasti, podobne na videz. In pa tudi ona je bila čistilka. Ona je nekoč zdaj ne več delala kot čistilka na eni šoli, v tem primeru je bila že doma in je doma čakala, to je zdaj ful bizarna zgodba, doma je čakala sina, da pride domov iz šole, da bosta skupaj jedla kosilo. In kar naenkrat dobi telefonski klic
In ta kolegica ali kolega je po telefonu reče: O moj bog, a si videla tisto nesrečo? Pač ne bi bil tvoj sin v tej nesreči. In ona, panika, valjda, prižge TV, vidi dejansko, a so bila imena izpostavljena, ali je videla, da je njegov avtobus, ali ne vem kaj, ne vem, ampak bila je ona, to je moj sin, je sem začela laufati, ni imela avtomobila, mogla je pa priti do bolnišnice, ker obviously, če bo kje ta sin, bo pač v bolnišnici in je laufala tja. In sosed jo je videl, kako je laufala tja in je povedala, kam teče. In potem čez nekaj časa normalno pride njen sin domov. Potrka, ki je mami, ne vem, pride mu sosed ven, ki jo je videl laufati v bolnišnico in reče: Kje je moja mami? In on reče: Kaj ti tukaj delaš? Ona je šla tebe gledati v bolnico, ki si imel nesrečo, zakaj si tukaj? In on reče: Jaz nisem imel nobene nesreče, o kakšni nesreči govorite? Izkazalo se je, da je totalna nesreča v celoti bila fake, samo bila je po poročilih ali po radiju, nekdo je pač to rekel in vsi so poročali naprej, ampak se ni zares zgodila, ker je totalen mindfuck. In valjda, ko je šel ta sin, ali ne vem kdo vse iskati to mami njegovo živano, v bolnišnico je tam ni bilo. Bilo je ni nikjer, bila je pogrešana. Kjer čudo naključje, a? Njene ostanke so našli 9 dni kasneje, vržene nekje bliz enega igrišča za nogomet, nekje spet, ki je bilo vse mečkam bolj nametan. In spet je bilo vse identično kot v drugih 2 primerih. Skoraj čisto identično, razen enega detajla. Prejšnji 2 ženski, Mirta in Ljubica, sta bile najdene gole oziroma zavite v ta polivinil to plastiko. Ona je bila najdena v zeleni spalni srajci s pikcami. Ker je bila zdaj bistvena razlika, vse ostalo, telefonski kabel, mučenje, je bilo isto, samo da je bila ona še bolj hudo mučena načeloma, ker je imela 5 reber zlomljenih. Znotraj sebe ni imela samo seme, ampak je imela tudi neke druge ostanke, pozabila sem kaj istočasno in tudi itak bolj že ne govorim, ker izkazalo se je, da karkoli že bilo, ona je bila mučena na res grozovite načine. Kakor sem dojela hujš kot prejšnji 2 ženski, tako da sploh ne vem, če hočem vedeti. Poleg vsega pa še 13 lukenj v glavo in če sem prav dojela, dejansko z nožem. Sploh si moram predstavljati, pač bizarno. Njen telefon so našli in sicer nekje na drugem koncu mesta, na zelo čuden način. Bil je nekje na tleh, blizu ene šole, je ležal in je šla ena ženska mimo in je zvonil. In se je oglasila in so rekli na drugi strani: policija tukaj, stan točno tam, kjer si, ta telefon je pač dokaz, rabimo to zdaj rešiti. In ok, so pač dojeli, da je ta telefon najbrž bil odvržen tako pravno z namenom, da je pač preč od tistega dela, ker se je vse ostalo zgodilo, plus odvržen je bil tako verjetno med vožnjo, vse je tako izgledalo. Vlado še vedno aktivno piše članke o tem in rešuje situacijo, tudi napredoval je iz tistih mestnih časopisov, je prišel na največji časopis v Skopju in ne samo to, on je začel dejansko ful povezovati stvari med sabo in je rekel: Te 3 ženske so povezane, vse so umrle na isti način, povsod je ta telefonski kabel zraven, to je serijski morilec, on je to ful tako naznanil in valjda, če to v časopisu piše od reporterja, bojo tudi ljudje verjeli in bo ratal še večji preplah in pač it is what it is, ne? Napisal je: Prebivalci Kičeva živijo v strahu, potem ko so v mestu našli še eno zaklano truplo. Truplo močno spominja na truplo, ki so ga lani odkrili 20 km zunaj Kičeva in obstaja možnost, da so ti pošastni umori delo serijskega morilca. Motiv kičevske pošasti ostaja nejasen. Obe ženski sta bili prijateljici in sta živeli v istem delu mesta, to je vse on ugotovil. Policija ima nekaj osumljencev, ki jih zaslišuje. Zgodba je zajela takrat državo, zato je ta Vlado Taneski še naprej poročal o njej. Prej sem omenjala tistega Antona in Igorja, ki naj bi ubila Radislava in sta to tudi priznala. Tukaj se stvari zapletajo, ker onedva ne morata biti več glavna osumljenca iz več razlogov. Tukaj zgodba rata nesti, ker so policija tam je obupno to grdo naredila in sicer, ko so jih zasliševali, so jih res hoteli potunkati, da sta kriva in tudi Vlado, ko je v njima pisal, je rekel: Gledala sta ostrop, vedela sta, da je to, da ni več rešitve, da sta kriva, bla bla bla. Medtem ko sta se zgodila naslednja 2 zločina oziroma ko so našli trupla, so vedeli, da onedva ne morata biti kriva, ker absolutno nista bila sploh na prostosti več takrat. Torej, onedva nista bila ta serijski morilec. In druga stvar, policija je zadržala dejstvo, da imajo dejansko seme od tistega moškega, torej spermo. To je res grdo, to so zadržali samo z namenom, ker niso želeli nadaljevati primera. Hoteli so ga shutdownati, podturiti to dejansko unim 2 osumljencenima, da jih zaprejo in da je stvar rešena in da dajo pod preprogo. Če mene vpraša zato, da ne spadajo slaba policijska postaja, da niso na slabem glasu in upajo, da so jo pač umori nehali, to je edina logika, zakaj bi to naredili, ker je res grdo in nesti. In zato tudi niso javnosti povedali raznih detajlov, torej tudi dejansko imajo DNK, ki ga lahko preverijo. Poleg tega Vlado
ta primer pokriva tudi tako, da je govoril veliko z družinami od teh žrtev. In ja, kot sem prej prebrala, je dal naslov oziroma ime temu serijskemu morilcu Pošast iz Kičeva. Na tej točki so tudi že nekako ustvarjali profil tega morilca oziroma storilca oziroma te pošasti, kdo naj bi bil, in je ful zanimivo. To mi je vedno zanimivo, kako v nulo zadenejo psihološko, kdo naj bi bil storilec. Pazi to. Prav kot prvo, ta pošast ne bi želela, da se trupla najdejo. Vseeno je bilo ali kuj, ali čez par let, ali čez par mesecev, ampak njegov plan je bil, da jih ne skrije tako dobro, da se ne bi najdela. Imel neko potrebo potem, da jih najdejo. Druga stvar, ta pošast je mogla živeti blizu teh žensk, zato ker so vse zginile na ta način, da so videli, da so mu zaupale, nekako jih je mogel poznati, ali so bile sosede, pa itak so bile vse v bližnji okolici. Imel seksualne frustracije, verjetno po mamini strani so sklepali, da je ratal neko sadomazo psihološki bolnik. Sklepali so tudi, da mora biti nadpovprečno pameten, če mu vse to uspeva, in precej močen, da jih je lahko na ta način zadavil, kot jih je mogel biti precej strong. In tako so imeli ogromno intervjujev in ta DNK preverjali, vse to počeli, in so imeli na eni točki 150 osumljencev in so jih skrčali prek tega profila na 10 in potem iz teh 10. Ja, ta ožji krog je zavzemal tudi našega reporterja Vladota in on je bil meč z DNK-jem, za katerega sploh niso povedali, da ga imajo. Torej, on tega ni vedel. Eni ste že ugotovili, drugi ste mogoče v šoku, ampak on se je najbolj zafrknil s tem, da je itak preveč vedel, preveč spremljal, vse mu je bilo jasno. In policija je bila tako smart, da v javnost ni dala še ene informacije. In to je ta informacija, da so bile ženske zadavljene s telefonskim kablom. Tega ni vedel noben v javnosti. On, Vlado, je pa ves čas v člankih to pisal. In policija je na tej točki tudi povedala, da so njega sumili ne zdaj, ne na koncu, že od samega začetka. Ker je prvič toliko preveč vedel, ker je prvič začel o telefonskem kablu govoriti. Bilo jim je več kot očitno, da nekaj ne štima, in tudi profilu je na koncu sedel v nulo. Pa še tista nora stvar, ki se je zgodila, tista fake nesreča, zaradi katere je Živana laufala ven do svojega sina, on je sam hotel izolirati, hotel jo je nekje dobiti in jo pač ugrabiti, in to mu je tudi uspel. In on je to fake novico, fake nesreči dal v medije, zato ker je imel toliko moči, ker je bil neke vrste reporter in so ga poslušali. Dobro, zdaj bom pa povedala nekaj o Vladotu. Vlado se je rodil 1952 in živi precej nefunkcionalno družino, oziroma do ene točke ni, ker vem, je to, da naj bi jih pretepalo otroke, doma imel še sestro in brata in pa so precej nastradali kot otroci. Ampak hujše stvari so se zgodile zaradi tega, potem ko sta oba starša naredila samomor. In sicer ne vem točno, kaj se je njegovemu očetu podil po glavi, ampak so imeli nekje eno kočo, tako bom rekla 15 minut iz Kičeva, je bila taka kabina, koča, kjer so hodili kdaj na off, kdaj na dopust, kdaj za božič, in je njegov oče se ful tam zadrževal, ful je bil samotar, ful se izoliral, in sosedje so govorili, da je bil ful zloben do njih in tečen in smotan. In na eni točki, ne vem, kaj se mu je zalomilo, da se je tam obesil, si je vzel življenje. Posledično se je življenje še bolj zlomilo njegovi mami, torej mami od Vladota, in je tudi sicer mirno zaspala, ker je vzela isto tablete in naredila samomor. In od tukaj, I guess, pride to sovraštvo spet do mame, vedno je na koncu mama. In zato, I guess, je Vlado na tak bizaren način se potem znašel nad ženskami, ki so pa dejansko bile podobne njegovi mami. Njegova mami, by the way, je bila včasih čistilka, vizualno je bila zelo podobna tem ženskam, katere je on potem mučil in ubil. In ko sem rekla, da je bila ena oblečena v zeleno srajčko z belim pikcem, je bila to dejansko oprava oziroma spalna srajca od njegove mami. Rečeno je, da psihološko na ta način je nekako žaloval za svojo mami, ne vem, kako pride. Psihološko sem to že slišala, ni nič novega zame, je ful psiho in bad, ampak ja. Drugače pa Vlado nekaj časa delal v metalurgiji, potem je pa hodil na politično šolo oziroma v politiki se je izobraževal, po mojem, da pri nas je rekel FDV, ampak ne vem, kaj je bilo tam. In je imel takrat že tako ful veliko željo, kaj pomembnega poročati ali pa biti pač reporter oziroma novinar, nekaj tacga. Potem je začel počasi freelancati in 25 let je potem to počel. In kakor sem rekla, imel take manjše časopise, manjše članke, dokler ni potem zrastel prek teh zgodb o Kičevo pošasti. To še ni vse, on se je tudi zaljubil, poročil in imel 2 otroka. Vsi so ga poznali kot ful nežnega, dobrega moškega, dejansko kot ful lušno družino, kot da so bili ful srečni. Tudi otroka sta ga opisovala kot ful dobrega, prijaznega očeta, noben ni videl red flagov,
Niti sošolci, niti prijatelji, niti sosedi, nihče. Razen ene stvari, mogoče, da mu šlo življenje malo nadol, potem ko je začel izgubljati šihta, kako bi rekla, to je bilo pred temi umori, a ne? In takrat je mogla njegova draga žena, ki se imela ful rada, drugače Vesna je bilo ime, je mogla nekako poskrbeti za vse in več služiti, ampak še vedno sta se imela ful rada in sta se podpirala. In ona se je mogla takrat zaradi druge službe preseliti v Skopje, torej v glavno mesto. In je bilo rečeno, ok, videvali se bomo za vikend, potem pa, ko bo čas, ko bo dosti denarja, ko bojo neke spremembe, se ti bom jaz pridružil v Skopju. In to je bil njun plan in sosedi so ful govorili, ojoj, kako sta čudna, to nima smisla, ne more ženska kar iti, pa njima je bilo pa to kul in so se baje ful podpirali in sta se imela rada. V bistvu do te mere, da tudi ko je bil on obtožen in ko so imeli neskončno dokazov, da je vladal morilc, pač ta pošast, je Vesna še vedno ni verjela in še vedno po moje stoji za tem, če je živa, nisem ziher, da on pač ni kriv. Zakaj pa je bilo potem toliko dokazov? Zato, ker dejansko so preiskali to njegovo stanovanje v Kičevu in pa tudi tisto kočo, kjer se je njegov oče obesil, so najdel ogromno predmetov teh žensk in potem tudi dokazano je bilo potem, da tista oblekca zelena je bila od njegove mame. Torej vse se je poklapalo brez dvoma, brez vprašanja pač. Kar se tiče tega, kakšen je bil on kot reporter, so bile zelo različne mnenja. Tako dobesedno so eni govorili, res je bil izjemen, spoštovan, on je najboljše članke pisal do njih, so rekli, obupan je bil, kradel je zgodbe, vse, kar je pisal, je bilo toliko napihnjeno samo zato, da bo imel zgodbo, ker drugače bi kar nekaj govoril. In spet tisti, ki so rekli, ja, bil je v redu, videl sem boljše, videl sem slabše, tako pač čist deljena mnenja. 22. junija 2018 je bil Taneski, oziroma Vlado Taneski, aretiran. Zavračal je kakršnokoli sodelovanje in ni priznal, in preden bi prišlo do sojenja, ko je bil on v zaporu, če sem prav razumela, samo 2 dni, si je vzel življenje. Klasika očitno v tej familiji, vzel si je življenje v vedru vode, ki so ga vseeno pač imeli v teh celicah, ne vem, a za umit ali kaj že. Imel zraven še 2 soceličarja, 2, ki sta bila zraven v tej celici, ampak ona 2 dokazano mu nista vzela življenje ali pa ga utopila, ker sta bila takrat druge, ona 2 sta ga našla. In vse, ker je imel takrat na sebi nekih ran, je bila tukaj vzad, da se je bucnil, to pa verjetno zato, ker se je sam sebe utapljal in je potem imel ta spazem, oziroma na koncu, kaj zadnje sunke od sebe, da je se verjetno butnil tle od zgor. Tako da jaz ne vem, kako se človek sam utopi, meni je to bizarno, pač še zmeraj moraš imeti nek pogum, da to narediš, čeprav je izbral najlažjo pot in v bistvu strahopetno pot in ni prišlo do sojenja. In ne vem, v Makedoniji to še vedno velja, ampak takrat je veljalo, da če nekoga ni, če je mrtev, sojenje ne more potekati in je pač primer ni zaprt, ni popolnoma rešen in itak se pač le vse konča. Torej, nek closure ziher manjka tem sorodnikom žrtv, še živečim, ker preprosto vse je zelo logično, da je on kriv, ampak ni pa dejansko dokazano, ni na papirju, ni uradno, ali zaradi tega, ker pač preprosto sojenje ni bilo. In tudi, ko se je vzel življenje, je pustil za sabo samo še 2 listka, en je bil pod polštrom, drug pa v žepu, nekje je pisal, da ima rad svojo družino in da ne bi nič naredil slabega njim. Na drugem listku je pa pisal, da on ni imel nič s temi umori in da pač ni kriv. Ja, verjetno si za brez veze life vzel, makes no sense. Tukaj ven so potem tudi prihajale razne teorije, ko so ljudje začenjali, ne vem, verjeti in razmišljati, da on res ni bil kriv. Jaz to sicer ne verjamem, ampak you know, never say never, bla bla bla, ampak vsi dokazi absolutno so bili proti njemu. Bolj v smislu, to je bila korupcija, policija ga je v bistvu na koncu ubila, samo zato, da ziher ostane kriv, ker pač vsi mislijo že, da je kriv. Eni so mislili, da ne vem, da smo podtaknili vse to, eni so dejansko mislili, da smo hoteli samo organe pokrasti. Saj marsikaj je možno že z vidika, če so hoteli, ta policija je bila res čudna, če so hoteli une 2 modela okriviti, pa čeprav so točno vedeli, da nista kriva umorov teh žensk, v glavnem ne vem sploh kaj reči. Pa še ta skrajnost na koncu. 2 tedna potem, ko si je vzel življenje, pri truplu ljubice ni bilo v njej tega semena kot DNK-ja, so pa najdeli nekih 7 las. Te lasje potem so bili meč njegovim lasem. Tako da, če so rabili še nekaj, da poveže tudi njeno truplo z drugim 2, ker je bil njegov seme, je bilo to potem to in je zapečateno. In kot sem že prej omenjala, 2003 bila pogrešana še ena druga ženska, tudi čistilka, ki pa trupla nikoli niso najdeli, tako da mogoče res govorimo o nekom, ki je ubil vsaj 4 ljudi. Ok, imam še 1 minuto, preden mi crkne. Hvala, ki ste gledali, se gledamo po vsej verjetnosti naslednji petek. Ideje vedno sprejemam tukaj ali pa na Instagramu. Ja, na prizni bodo radi se imeti. Aj, čau!